Dobro večer, spoštovane in spoštovani v Lavričevi knjižnici na že drugem srečanju z Danilom Lokarjem. Odzivi na prvo srečanje so lepi. No, naj zdajle dodam še tole informacijo, da je na voljo tudi posnetek prvega večera z Danilom Lokarjem, nekateri ste morda že tudi opazili na spletni strani Lavričeve knjižnice. Torej, prvi pogovor z Markom Kravosom in povzetek besedila, ki ga je poslal dr. Evgen Bavčar, je na voljo v sliki in besedi. Vabljeni, da si ga ogledate, da si ga preposlušate. Nocoj pa imamo že dva druga gosta. Lepo pozdravljam magistro Marijo Mercina, literarno zgodovinarko, pisateljico tudi in profesorico slovenščine po osnovnem poklicu. Dober večer, Marija, dobrodošla v Ajdovščini. Lepo, da ste se odzvala našemu povabilu. In z nami je seveda tudi Peter Avbar, prav tako profesor slovenščine, sicer tudi scenarist, režiser in še vrsto drugih stvari, vmes ter oblikovali številnih kulturnih dogodkov na našem koncu. Peter, hvala, da si si vzel čas, tudi seveda za Lokarja. Dobrodošel. Hvala. Zdajle pa tako. Na prvem srečanju smo povedali vse, kar je potrebno temu nizu dogodkov na pot, tako da zdajle predajam niti dogajanja kar spoštovanima gostoma. Ne vem, kateri bo začel, najbrž sta se to... Sva se zmenila že, hvala. Meni preostane le še to, da vsem želim obilo užitka, prijetno poslušanje in druženje, seveda tudi recimo temu... Ne, želim najprej, kot sem zadnjič rekel, razvezan jezik in na koncu tudi številna radovedna vprašanja. Pričakujemo namreč tudi kako vprašanje na koncu, seveda že zdajle vabljeni. Lepo se imejte. Hvala. Dober večer. Res me veseli, da sem lahko ob tako pomembne priložnosti, kot je spominjanje, razpravljanje o obsežnem opusu Danila Lokarja, ki nam je vsem Ajdovcem ne samo zadovoljstvo, ampak tudi vir ponosa. Naslov, ki ste ga dobili v programu, je malce neprimeren, ker se je rodil pred 2 letoma, ko smo v društvu za osteoporozo med pohodi, ker imamo enkrat na mesec pohod za telo in duša, pravijo. Za telo in dušo. In potem, ko smo že na celodnevnih pohodih obiskali in spoznavali večkrat Predmejo, 2-krat Lokavec, enkrat Hubelj in Grivče, potem Ustje, Plače, smo rekli, zdaj je pa že čas, da gremo v Ajdovščino k Lokarju. Z drugim krožkom sem sicer že leta 12 smo z Ivano Slamič obiskali hišo in zares doživeli Lokarja v polno. Ampak ta krožek pojmuje obiskovanje in spoznavanje književnosti in kulture tako, da v prostoru začutiš neko preteklost, prisotnost pomembnih soustvarjalcev prostora in tako naprej. Ampak se nam ni posrečilo. Zakaj ne? To smo dali v program za lani, že kar Lokarjeva pot. Ampak potem, ko nam je spoštovana Ivana povedala, da bo pa 2023 prava pot, smo rekli, gremo samo spoznavati Ajdovščino skozi zgodovino. Zdenko Žigon. In to je pomenilo celodnevna hoja in delo po Ajdovščini, ni nam uspelo priti niti do Šturi. Tako da računamo, da to bo še kar nekaj let. Se pravi, da to Ajdovščina v ogledalu Lokarjevih del ne drži. To je še pred
nami. Ampak kaj je tu ogledalo? Prebirala sem Lokarja v pripravah na ta obisk Ajdovščine z Lokarjem in naletela na odlomek, ki me je pravzaprav razveselil, da me bolj ne bi mogel. To je iz pripovedi Pretrgana fotografija v knjigi Rodovi iz leta 80. Berem citat. Mati je bila že kot otrok strastna bralka. To je začela že zelo zgodaj. Bilo je komaj 10-11 let in nikdar si ni znala pojasniti, zakaj je to tako bilo. Kratko in malo bilo je. Ta strast in ni nikdar popustila in ko je bila stara 80 let, jo je tudi še poprijelo, da bi se ogledovala v tem velikem, nezmotljivem zrcalu sveta, ali ne bi mogla uzreti še kakšno novo podobo, ki je dosihmal ni poznala. O njej ni še slišala in bi ji kaj novega, še neznanega povedala. V svojem duhu je bila radovedna. Lokar je večkrat upodobil materino branje. Materina strast do branja, kot jo tu opisuje, je bila nekaj prirojenega, tega si ni znala pojasniti, kako bi sploh mogla razumeti strast. Strast je definirana kot močno, neobvladljivo čustvo, potreba, zadostitev tej strasti pa užitek. Vendar je za mater branje pomenilo ogledovanje v velikem, nezmotljivem zrcalu sveta. Gnala jo je radovednost, katere nove, še neznane podobe bo uzrla v njem. Podoba ogledala ni izvirno Lokarjeva, je značilna za večino kultur, ne glede na čas, že od stare orientalske književnosti dalje. Zdaj pa, kaj pravi slovar o ogledalu? Citiram. Ogledalo je kot odsevajoča površina, podlaga za izredno bogato simboliko na področju spoznanja in znanja. Se pravi, da svetlobo, ki jo ogledalo vrača, je simbol razuma in spoznanja. Istočasno pa so podobe, ki jih bralec ali poslušalec v njem uzre, odvisne od njega samega. In to je Lokar neverjetno pronicljivo zadev to lastnost ogledala, da pravzaprav so podobe v njem tudi naš delež spoznanja o svetu, ki ga v ogledalu vidimo. To je umetnik, kako on doživlja branje, tudi svojih del gotovo. Vendar se vprašajmo, kaj pa znanost pravi o branju. Ne literarne vede samo, ker ta znanost je obsežna in jo kar marsikdo med nami, kar sorazmerno dobro pozna. Kaj o tem pravijo naravoslovne vede? Prebrala vam bom odlomek iz razprave Zvezdana Pirtoška, Umetnost in možgani. To so citati iz njegove razprave, torej Umetnost in znanost, gre pa za nevroznanstveno teorijo, torej pogled v možgane oziroma v človekovo telo, kaj se z njim dogaja, ko bere, oziroma kaj se s človekom dogaja v stiku z umetnino. Citat.
Šele razvoj nevroznanosti je spodbudil globlji dialog med znanostjo in umetnostjo. Nevroznanstvenik skuša ugotoviti, kaj se dogaja v človeku, predvsem v možganih, pa tudi širše v telesu, ko vsrkava umetniško delo, in kaj se dogaja v umetniku, ko ustvarja umetniško delo. Sprašuje se, katere možganske strukture so vpletene v proces ustvarjanja ali dojemanja umetniškega dela, ali obstajajo univerzalni zakoni, ki uravnavajo, kaj je umetnina in kaj ni, ob čem uživamo in ob čem ne. Nevroznanost besedne umetnosti je na samem začetku. Torej vidimo, kako previdno pravzaprav predstavlja dosežke nevroznanosti. Večina študij proučuje osnovne vidike literature, pisanje, branje, fonemi. In vendar se zdi, da smo nevrobiološko ustvarjeni za zgodbo. Pomembni deli možganov vzdržujejo časovno dimenzijo in jo gradijo v avtobiografsko smiselno konstrukcijo. Možgani potrebujejo pripoved, zgodbo, vsebino. Če je ni, si jo bodo ustvarili sami. Mislim, da je to ključno mesto pravzaprav, da mi sami, bralci, soustvarjamo zgodbe, tudi če pisatelj zgodbe nima, ker pač vemo, moderna književnost torej obstaja tudi brez zgodbe. Če umetnik ne ustvari prostora, torej tudi sodelujemo pri tem, da si ustvarjamo določene predstave in prav to, da prostora ni, nam oblikuje nov, drugačen odnos do prebranega. Kar je tu v tej teoriji, to je kar obsežna študija, ampak se zelo lepo bere, avtor je tako navdušen, torej ugleden predavatelj na medicinski fakulteti, da so se tega lotili. Ker gre pravzaprav že za stoletje, no ravno stoletje ne, željo, da bi se povezala znanost in umetnost. V našem primeru pa ni samo naravoslovna znanost. Ne bo samo torej naravoslovna znanost z roko v roki z umetnostjo, bo kar štiriročno treba, ker vedno nevroznanstvenost, se pravi preučevanje možganov, vključuje tudi literarne vede, ki povejo, kaj bodo sploh iskali, ne. Gre pa za torej neverjetna dejavnost, zato ker kot jo Pirtošek opisuje in kot je v resnici splošno znano, gre za intenzivno gibanje, ki ga opazujemo v možganih od nižjih, se pravi tistih, ki so skupni vsem sesalcem, torej pred ljudmi, do teh najvišjih zmožnosti, značilnih prav za človeka, istočasno umetnost v telesu spodbuja čustva in čute. Od čustev in čutov se spet prebujajo določeni predeli možganov. Ko sem to brala, sem pravzaprav prišla do zaključka, prvič, da je umetnost prav gotovo tudi zdravilna. Ni mogoče, da tolikšno delovanje človeka v vseh smereh, tudi z vso zavestjo, ne bi vplivalo na naše doživljanje življenja, s tem pa tudi na zdravje samo. Ampak pojdimo k zgodbi. Jaz sem tu našla zase, za ta svoj nastop odrešilno mesto.
narejeni smo za zgodbo. Namreč, govoriti o prostoru v Lokarjevih delih je tako, kot bi poročal o postdoktorskem študiju. Ker to je ogromen opus. Kraje, dogajalne prostore, kjer se ta opus dogaja, je že v svoji diplomski nalogi določila Ivana Slamič. Se pravi, trikotnik, Ajdovščina, Gorica, Trst, potem pa še Furlanija in Dunaj. Ne? Ampak to je zemljepisna določitev prostorov. Če prostor ni določen, si bodo prebivalci Ajdovščine, če bo opisoval mesto, najbrž predstavljali tudi Ajdovščino. Ampak v takem opusu je ogromna množina oseb, ki si spet vsak po svoje predstavlja, ne samo ta prostor, ampak spomini Roma, kdo ve kam, v druge prostore. Torej, nisem se mogla zares lotiti tega, kar sem prvotno napovedala. Je nemogoče, torej postdoktorski študij bo mogoče kdo to opravil, ali pa Ivana Slamič. No, dobro. Sem rekla, pa pojdimo k zgodbi. In jaz bom zdaj predstavila mojo oziroma svojo zgodbo spoznavanja Danila Lokarja in njegovega dela. Sploh pa kaj je zgodba? V leksikonu literatura je samo to. Fabula ali zgodba je oznaka za celoten sklop dogodkov, pripetljajev, dogajanj, ki jih zajema epska ali dramska umetnina. Torej, tu so samo dogodki. Ampak vsi, ki beremo, vemo, da ti dogodki, dejanja in pripetljaji pomenijo tudi osebe, ki so torej delujoči, in hkrati pomeni samoumevno prostor in čas. Ker smo narejeni tako, da si za dejanja predstavljamo prostor in čas. Ni dejanj brez tega, razen če je spet abstraktno. Ampak, ne glede na to, da smo vsi narejeni za zgodbe, pa če smo lažnivci, pa če razbiramo zelo spretno zgodbe v literarnem delu, je bistvena razlika med besedno umetnostjo in zgodbami kjerkoli. Bom tudi navedek prebrala znanega teoretika Bayerderferja, to je iz 70. let minulega stoletja, citat. Slog nima namena povečati doživljajske vloge besedila, temveč sooblikuje pomen in smisel. Torej, kako pisatelj napiše neko delo, ne piše zato tako strašno lepo, da kar vzdihujemo, zato da bi mi uživali ob tej nedosegljivi lepoti, tako so Koseskega občudovali, ne glede na to, kaj je napisal, pravijo, ne. Ampak je bistven za pomen in smisel. To jaz tudi mislim tako. Ampak še nekaj je. Ali je potem krivo ogledalo, literarno ogledalo, ko se vanj pogledamo in zagledamo kaj nenavadnega. Tu se spomnimo na Kosovela. Ali je krivo ogledalo, če imaš kljukast nos, tako. Ali je vam oziroma nam vsem všeč tisto ogledalo, ki nam ga ustvarja o svetu, o človeku v njem, Danilo Lokar. Tu si stalno odgovarjamo na to vprašanje. Moja zgodba je zgodba o 3 darilih. Ne vem, če bom prišla do konca. Prvo darilo je tole. Tole. Tako. To
To bom prebrala, da bo šlo hitreje. Danilo Lokar je oseba iz zgodbe o ajdovskih zdravnikih iz daljnega časa, brez mobilnih telefonov in reševalnih vozil. Hudo bolne so ajdovski doktori obiskovali na domu, gazili v globokem snegu na goro, reševali življenje porodnicam in otrokom. Ajdovci smo doktorja Lokarja poznali kot požrtvovalnega zdravnika, nekdanjega partizana, pa tudi samotnega sprehajalca in kopalca na Lokavščku v vseh letnih časih, pomanjkljivi obleki ali celo brez nje. Kot umetnik je imel pravico do čudaštva, zaradi vzvišenega vedenja pa je marsikdo do njega občutil tudi strahospoštovanje, tudi jaz. Njegova žena, tovarišica Jelka, aktivistka Rdečega križa in spoštovana družbena delavka, je bila po svojem prijaznem vedenju njegovo pravo nasprotje. Ko sem obiskovala 1. razred novogoriške gimnazije, je prišla k nam domov na obisk in me obdarovala s knjigo Z glavo skozi zid. To je tale, ki je pred nedavnim izšla. Onemela sem od zadrege in občutja krivde, saj nisem prebrala še nobenega Lokarjevega dela. Mama se je vidno razveselila. Morala boš na obisk k njemu, da se zahvališ. Saj ni treba. Me je reševala darovalka. Najbrž si je mislila, da ta obisk ne bi bil posebno zaželen, ne. Mama ni odnehala. Jaz pa tudi ne. In sem z zavlačevanjem dosegla, da je pozabila na zahvalo, škrati pa so poskrbeli, da te knjige dolgo ni nihče več videl. Tako. Potem pišem o tem, kaj smo pravzaprav brali. In ugotavljam, torej kljub temu, da niti v osnovni, niti v srednji šoli nisem o Danilu Lokarju niti imena nikoli slišala, mislim, da smo imeli kljub vsemu dobre učitelje, vsaj zase lahko trdim, da so me naučili brati. In to ne samo tisto, kar bi brala tako ali tako, ampak tudi modernejšo prozo. Se pravi, da sem bila popolnoma pripravljena na branje Danila Lokarja, ki pa sem ga začela brati šele na univerzi. Sem prebrala prve knjige, ne te. Na srečo antologijske, torej v katerokoli antologijo bi jih lahko dal. To so Podoba dečka v celoti ali posamezne iz te knjige ali pa Sodni dan na vasi. Poleg tega tudi spet na univerzi nam ni nobeden predaval Lokarja, vendar smo pa nižji letniki vsi vedeli, da je Ivana Slamič napisala izjemno dobro diplomsko delo, ki je bilo potem objavljeno v Prostoru in času. To je bil čas, ko niso osnovnošolcem objavljali že knjig in tako naprej. Če si hotel se z znanstvenim delom pojaviti v neki pomembnejši reviji, je to bilo zagotovilo, da je to delo res dobro. Jaz sicer gledam na vse dogajanje za naprej in za nazaj skozi rožnata očala. Ne? Ampak tako je, res. Torej, po eni strani Lokarja ni, kar vsi vemo, ampak po drugi smo pa obravnavali druge avtorje. Ne? In zakaj pa ne bi sami se lotili Lokarja? Potem omenjam, kako se mi je osebnost Danila Lokarja razkrila ob drugem darilu. Torej, drugo darilo sem si kupila kar sama. Za opravljeni strokovni izpit sem si kupila Pogovori s slovenskimi
pisatelji. Hotela sem se obdarovati z Menardom, s pogovorom, ki sem ga imela na strokovnem, ampak potem sem ugotovila, da me najbolj prevzame pogovor z Danilom Lokarjem. Potem sicer citiram tiste najbolj značilne odlomke. Bom navedke prebrala. Vedno sem živel v umetnosti, tudi ko nisem pisal ali objavljal. Dajala mi je slast za življenje. Tu je težko verjeti, ampak jaz sem podobno kot slast doživljala svoj poklic, tudi zato, ker je bil povezan z literaturo. Poučevanje kot veselje in slast. Potem, pisanje samo v meni, ne zunaj, da imaš prostost, da si sam s seboj. Za razliko od pisatelja pa sem se zavedla, da je moje življenje, vsaj tedaj, povsem naravnano k drugim. Se pravi, ali delo v šoli k učencem in seveda doma k otrokom in družini. In potem sem se vprašala, kaj pa jaz, kje sem pa jaz zdaj s to svojo slastjo, ampak s popolno nemožnostjo, da bi kdaj bila sama, kar pravi Lokar za pisanje, moram biti spočit in miren. Mislim, da je to najvišja zapoved ustvarjanja. Ampak najpomembnejši iz tega drugega darila je bila moja nova zavest o domu. Namreč, citat spet, doma so me učili, da ni lepše zemlje in bolj imenitnih ljudi, kot so Vipavci. To je bil zame čas spreminjajočega se pojmovanja doma. In nenadoma sem se zavedala, da kot dom čutim celo Vipavsko dolino. In domnevam, da je tak odnos sooblikoval tudi Danilo Lokar. Tretje darilo, torej tretjič sem si kupila tudi sama darilo, to je najbolj potem zagotovilo, da ti je všeč. To je Burja pred tišino. Mislim, da je to, ne vem, bo kolegica dopolnila, po moje, vsaj kolikor poznam, najboljši izbor, predvsem pa izjemno podrobna bibliografija Ajdovca Marjana Breclja, ki je več kot bibliografija, ker je očitno nastajala iz pogovora s pisateljem. In iz nje izveš stvari, ki za bibliografije sploh niso značilne, ne? Tu v Burji pred tišino sem pa našla tudi prozo, ki sem jo ob vsaki priložnosti posredovala dijakom. In to je v Burji pred tišino proza Maj. Namreč bom vseeno prebrala, no. V dogajalnem, torej bilo mi je žal, da moji dijaki tega niso deležni. In kolikor sem mogla, sem jim to darovala, zakaj pa ne. V dogajalnem prostoru, ob neugnani vodi, spomladi, ki je živa, ko je narava živa in polna zvokov, svatovskega ptičjega petja, mlad moški izdeluje krtače. Glušec, kot ga imenuje Tevž, je silne rasti in širokih pleč. Lep, močan, mlad moški. Večkrat odloži delo in bere, pri tem se mu razjasni obraz in oživi pogled. Mimo pride Menca, mlado dekle, ki ga že dolgo vznemirja. Noseča je. Kot da Tevža ni, se sleče in si umiva prsi, noge. Tevž ima epileptični napad, oglasi se z živalskim, pridušenim krikom, nerazločno golči, sliši se njegov nečloveški tuleč glas, zamolklo golčanje.
vse v Tevževi okolici žubori, gostoli in poje. To je ogledalo sveta, obrnjeno proti bralcu. To ogledalo, jaz sem dobila tak občutek, kriči v bralca. Ali se bo zavedal, kako je gluh človek v tem neslišečem svetu, popolnoma ločen, osamljen. In pač pripoved se konča s samomorom. Samo to bi še o Maju prebrala. Mislim, da je o Breclju, Slamičevi seveda, kot temeljni avtorici, Lino Legiša, izredno pomemben poznavalec Lokarja, ki je o tej noveli rekel to. Najrajši se omeji na najmočnejše momente in jih kdaj tako razžari svojim intuitivnim uživljanjem, da zasijajo v podobah, ki so med najlepšimi, kar nam jih je dala naša literatura. Smo morala končati, bo pa se bo objavljeno, ne? Tako da ni problem. Kaj je s to knjigo? Tudi tu sem potem, je bilo treba vrniti dolg, ne? Iskala te podobe, ki so med najlepšimi, kar jih je ustvarila slovenska literatura. To je 7 zgodb, ki so nastajale od leta 32 do 48. 3 so med seboj povsem različne zgodbe pač iz življenja, 2 sta vojni in potem je še dramsko besedilo. Ampak, torej, ni najlepše, da ne smem končati s to podobo, prebrala pa jo bom. Ena najmočnejših podob v eni najznačilnejših pripovedi, Krvava potegavščina. Tudi njemu je bila zelo všeč, ker jo je velikokrat objavil, pa založnikom tudi. Torej, to neverjetna, absurdna zgodba je to. To je čisto absurdna, kot bi Kafko bral. Ravno upokojen uradnik Prinčič je na obisku pri sestri v nekem mestu, sedi v parku, nežen vetrič, pihlja. Nenadoma pride k njemu nekdo, ki ga Prinčič ne prepozna kot svojega sošolca in mu pravi, sledite mi v imenu postave. In Prinčič, ves prestrašen pred tem človekom postave, mu sledi, zelo presenečen, ampak čisto krotko. Potem začne razmišljati, pravzaprav, v čem je njegova krivda, kaj je napravil narobe. Potem nadaljuje ta pot in nenadoma noben vetrič več ne pihlja, ampak v okolici Prinčič vidi vse tisto, česar se zdaj boji, ko ga ta v imenu postave nekam pelje, da bo plačal svoje. In prideta mimo klavnice. Mislim, da je to ena najmočnejših opisov, ki je sploh možen. Pripeljali so par volov, krasnih, mastnih, ki sta komaj stopala in sta odskočila, ko sta stopila na prag. Udarilo je po krvi, po preliti reki. A majhen deček, priganjač, na pol otrok, je le sunil, brcnil škornjem, par se je zganil, vstopil se je čisto krotko. Torej projekcija v resnici groze in hkrati opis njegove krotkosti. Potem nadaljuje ta pot, zaideta na grad, hodita po njegovih labirintih in ko končno prideta v stolp, človek postave izpuhti dobesedno. Naslednji dan
gre kot ponavadi v kavarno in zabava svoje tovariše s pripovedjo o potegavščini. Na kar mu eden od njegovih poslušalcev pokaže časopis, kjer piše o tem, kako so Prinčiča mrtvega našli v tem stolpu, ker ga je od groze in napora tistega dne zadela kap. Samo ena, jaz bi zaključila, torej imam samo še nekaj predlogov. Najprej, utemeljevala sem sproti. Ko se bo oblikoval ta zbornik, naj bo v njem objavljena tudi diplomska naloga profesorice Ivane Slamič. Obstajajo neke študije v slovenski literarni vedi, ki so tako zanimive in trajne, da se jih seveda mora ponatisniti. Jaz bi to menila Ivana Prijatelja, Josipa Stritarja tudi, ampak mislim, da sodi v ta zbornik tudi to delo. Drugo, kar je, bi rekla, velika sreča je, da je ta opus tolikšen, da ga bomo še dolgo časa brali. In kar je najbolj neverjetno, da Ivana, ali je zaključen, ali je zdaj objavljeno že vse, tudi polliterarno, pisma, dnevniki. Jaz ne verjamem v to, torej ni kanoniziran, ne vem niti, kaj to pomeni. Namreč, da pisatelj toliko let po rojstvu, toliko let po smrti, še vedno doživlja izid svojih del, pa naj gre za literarna ali pa polliterarna. Ne pomeni samo, kako dober pisatelj je, ampak da je ustvarjal v kraju, ki si ga zasluži. Mislim, da gre za to, ne? Tako. Sem bila predolga, se opravičujem. Ja. Jaz bom začel z enim kupom knjig. Vzel sem zares to stvar, gospa Ivana mi je dala izhodišče oziroma izziv, s katerim sem se soočil. Jaz sem sicer že 10 let nazaj se ukvarjal z Lokarjevim ekspresionizmom, ampak je bila zadeva bistveno bolj enostavna, ker sem se osredotočil pravzaprav na eno temo. Zehajoči angel kot roman je pa tako obsežna zadeva v več vidikih, to bom potem, ko bom začel to razlagati, boste potem to tudi občutili, da sem mogel poseči kar po nekaj knjigah, tako da bom vmes tudi mogoče kakšno predstavil, pokazal in tako naprej. Zagotovo mi je bila pa izziv tudi sodobna izdaja Teorije pripovedi Alojzije Zopan Sosič, moja profesorica na faksu, ki se mi zdi, da je na zelo sodoben način v bistvu tudi v slovenščini podala teorijo romana in nasploh pripovedi. In moram reči, da mi je bila v veliko pomoč, ko sem raziskoval ta roman. Predlagam, da začnemo. Imam zelo veliko tem, ki se bi jih rad lotil, tako da, če bomo prišli, mislim, pol ure imam časa, potem bomo videli, do kje bomo prišli. Mogoče bi začel najprej za začetek z zunanjo formo samega romana Zehajoči angel, ampak preden grem na to, zelo mi je olajšalo vse skupaj delo, ko mi je gospa Slamič nekega dne poslala po elektronski pošti zapis iz Lokarjevega partizanskega dnevnika, kjer pravzaprav mi je odkrila vse to, kar je Lokar čutil, ko je pravzaprav pisal ta roman in ga ustvarjal. Zgleda, da ga je potem ustvarjal kar še nekaj let, preden je torej bil izdan. Izdan je bil 76. leta. 9. januar 1944. Tudi Goethe se je tako veselil rastočega sonca, rastočega dneva kakor jaz. Zrem zjutraj ob 8:30 mimo smreke na vzhod
ker se uspenja na svod in se mi zdi danes, jutri opazim, da vzhaja za prst severneje. Občutek raztezajočega se dneva je to lažilen. Opazim po kosilu, da berem sam v sobi Jurčiča. Opazim, da se stražna četa kepa pred hišo, kak vrišč. Opazim, da sem sam odrinjen in se zgrozim. Vsi ostali tovariši so pri političnem delu v pisarni, ženske v kuhinji spravljajo posodo, blesteč jasen dan v hribih. Nepopisne so moje muke z romanom. Pišem vsak dan pod neko grožnjo, moraš, a obenem se svojega dela bojim. 2 para sta vzeta iz življenja in tudi v knjigi pravilno hodita. 3. pa ni lahko doumeti, kako bi oblikoval tam, kjer dejanja pravzaprav ni, temveč le razmerje, problematičen odnos, neka huda igra narave, pravzaprav sam fakt 2 ljudi, ki ne da ne gresta v štric, temveč živita sredi istih sten, popolnoma ločeno notranje življenje. Šokiralo me je, ker govori o sebi in o svoji ženi. In najhuje, a tudi najglobje, to je usoda obeh spolov od vekomaj na vekomaj. Vsaj, kolikor se spominjam, mi prišepetuje Veninger tako. Zato se vsaki dan nastrašim, ko vidim, da se bom boril spet z mlini na veter, a nadaljevati in dovršiti moram. Potem tudi to mi nekdo prišepetuje, potem se te bo Bog usmilil in ti pokazal, kako se to izravna in popravi. Skratka, razumel sem ga, da je bilo to težko pisati, ker v bistvu je roman na nek način zelo izpoveden, kar se tiče njegovega tragičnega odnosa s svojo ženo Jelo. Zdaj pa k romanu. Če začenjam zunanjo zgradbo, že prej sem gospo Ivano, sem bil v dvomih, a je to roman? Zakaj? Namreč roman je sestavljen iz 23 zgodbic. Drznil sem si jih pomenovati črtice, namreč zelo veliko govorimo o Lokarjevi novelistiki. Mogoče na kratko, novela je tudi po Kosu in tudi kasneje po Zupan Sosič pravzaprav strogo epska. Glavna je fabula, v bistvu glaven je nek osreden dogodek, vse ostalo je obstransko, enako malo število oseb in tako naprej. Tak primer je recimo Sodni dan na vasi, ne? To je tipična novela z dramskim trikotnikom, z zasnovo, zapletom, vrhom in tako naprej. Na drugi strani je črtica, ki pri Lokarju deluje dejansko kot skica. Je krajša pripovedna vrsta, ni osredotočena na neko zgodbo in je v bistvu bolj fragmentarna. Je v bistvu kot neke vrst fragment, kot košček, ki je potem sestavljen v celoto. In tako deluje tudi ta roman. Gre za 23 kratkih zgodb. Same fabule ni, zgodbe znotraj ni, vsaka zgodba posebej v bistvu ima neke krajše zaplete, pa enkrat gredo na morje, pa enkrat si gresta z prijateljico Genovefo torej ogledati Gorico, drugače pa vse v nizanju zgodb 3 parov. O tem bom tudi govoril. Zanimivo je, da o fragmentarnosti govori tudi Lojze Kovačič, s katerim sta ona dva precej v navezi, predvsem v kontekstu, ko nekako Lokarja enačijo oziroma mu očitajo, da je preveč sledil Cankarju na nek način in v bistvu se skupaj s Kovačičem postavita na drugi breg in v bistvu Kovačič zagovarja dejstvo, da je fragmentarnost princip modernejšega romana, ki pa ni bila, zgleda, ta ideja ni bila povšeči torej takratni literarni kritiki. V to smer grem. Pa da gremo naprej. Skratka, imam torej trditev, lahko rečem, torej, da so Lokarjeve črtice neke vrste fragmenti, gre za izseke, gre za odlomke, ki niso fabulativno vezani, povezani in v bistvu jih veže, te črtice veže pravzaprav ta zgodba protagonistov, njihovih značajev, od prve pa do zadnje črtice. In v bistvu šele na koncu dobiš neko celoto. In konec je imeniten,
Zakaj? Ker v bistvu vse te zgodbe potem Lokar zaključi, da so to v bistvu lutke. In če bi začeli roman od zadaj, če bi prebrali zadnjo stran romana, zdaj vam žal sicer sugeriram, ne, ampak dejansko dobiš vpogled v celoto. Namreč on v bistvu povzame, kdo so ti ljudje, ki pravzaprav nastopajo v samem romanu. Zanimivo je tudi, da so vse črtice naslovljene, da so naslovi pomenljivi, da so lahko kot citati ali pa pač vezani na vsebino. In zanimivo je, da Zehajoči angel je tudi torej naslov ene izmed črtic, torej angel, ki zeha. In zanimivo, da prav glavni protagonist, to je Irenej, tudi pojasni, kdo je Zehajoči angel. In mogoče bi to prebral, ker se mi zdi zelo zanimivo. Bralka je strmela v knjigo. Velik črn čmrl je kolobaril v senčniku in nemirno butal v lepenko. Vstala je in opazovala. Hlastnila je z roko in zakričala. Ali te imam? Šla je k oknu in vrgla plen na vrt. Velik senčnik se je še majal in po stropu in stenah so se zibale sence, kakor valovi na morju. Irenej se je pogreznil v fotelj in bralka mu je izginila z uma. Le tesnoba ga je tiščala k tlom, rad bi se bil pogreznil, popolnoma. Inda je zaprta usta prekrila z roko, kakor da bi jih hotela skriti. A nato je silno zehanje zamajalo vso postavo in povlekla je roko v stran. Zehec je proti koncu poudarila, kakor pregib ugodja in se ozrla z vedavimi očmi. Irenej je bil v senci. Zazdelo se mu je, da je vendar nima pred očmi in s pazljivim pogledom je šel od plavih kodrov na glavi mimo lepo bokanega čela, grškega nosu do bogatih ust. Vse zelo izrazito, kakor spomin na nekaj silno redkega. Spet je zazehala, a zdaj se je z glavo in truplom potresla močneje, kakor da se brani. Zehajoči angel, je pomislil in se skril globlje v sedež in temo. Zaprl je oči, ko je začutil, da ga s pogledom išče. V bistvu je Zehajoči angel poimenoval kar svojo ženo Indo, torej kot rečeno, Inda in Irenej, zrcaljenje pravzaprav resničnega Lokarja in njegove žene Jele. Tako da odslej govorim o Indi in o Ireneju, ki sta pravzaprav zrcalo, če se navežem v bistvu teh dveh torej resničnih oseb. Mogoče bi se, preden grem na te tri temeljne zgodbe teh treh parov, osredotočil na kratko še na prostor in čas v romanu Zehajoči angel, ki se mi zdi na nek način tudi sodobno prikazan in mi še potrjuje dejstvo, da pravzaprav je bil Lokar mogoče modern, celo premodern za takratno literarno kritiko in mogoče ga ta socialni realizem ni sprejel v tej meri, kot bi ga lahko sicer. Namreč ta povezanost časa in prostora je bila v tistem času je postajala zelo aktualna, namreč od Einsteinove torej relativnostne teorije se je začelo prostor in čas dojemati kot eno enoto. In tudi jaz sem ta prostor in čas pri Lokarju v bistvu to tako razumel, najbrž je to tudi v drugih delih očitno, ampak deluje sodobno. Namreč, kaj to pomeni? Povezanost prostora in časa pomeni, da se sam roman dogaja časovno od marca do novembra. Sicer v enih delih on pove, bil je čudovit marec ali pa zgodnja pomlad, bilo je kasno v marcu, ampak to se zelo redko zgodi. Kako pa mi vemo, kdaj se dogaja? Zaradi vseh teh njegovih čudovitih opisov. Kdaj vemo, da je bil marec? Cvetoče breskve so bile posejane kraj trt in ob stezah vse gordo torej peščenih griž v gori, med njimi pa še odsveteli torej mandljevci. Potem recimo oblaki so od svinca, med vinogradi, ki se zadnji uspnejo na sabotin, je trta še toliko pognala, da se človek skrije med paštni.
april in maj. V juniju ozrl se je naokoli po vinogradih, trta je že davno nastavila svoj zarod in bo cvela. Polovica njive je bila pospravljena, poželi so čisto, na drugi polovici njive je bilo žito požeto. Skratka, iz samega opisovanja narave, okolice, ki je zelo natančna, potem bralec absolutno razbere torej, čas. Sta pa marec in november datirana, kar pomeni, torej, da je roman v tem smislu zelo povezan. Torej, traja približno od marca do novembra. Še mogoče prostor, zanimiv, zakaj je nam zanimiv, ker ga lahko dobro prepoznamo. Spet, odličen opisovalec, natančen opisovalec prostora, tako natančen, da če greš po Google zemljevidu, lahko poiščeš vse te kraje in gospa Slamič mi je pomagala pri nečem, kar sem potem tudi odkril, in sicer v bistvu se zgodba dogaja v Šent Mauro. To je Castel San Mauro. In je v bistvu to, kar prikazuje ta slika, vam bom dal okrog, si boste lahko pogledali, zelo natančen opis tega, kar je potem tudi dejansko v knjigi. In to je fenomenalno. Tudi potem, ko sem raziskoval te poti, ko so se oni odpravili v eni izmed črtic na morje s kolesom. Jasno piše, kje so prečkali Pamanski tam most, pa potem, da so šli skozi Gorico, pa mimo Mirna, pa potem skozi Soteske. Edina Soteska, kjer je tam greš zdaj proti Sestjanu, in potem so prišli na rob in so zagledali dol morje in na desni potem to veličastno ravnino z reko, reka Soča in ta njen torej iztok in tako naprej. Skratka, izredno natančno opisuje in ni se v bistvu pretirano treba truditi, da ne veš, kje je to. Tako da, ja, ta idiličnost te krajine je še danes v bistvu zelo, dajte si ogledati, zelo čisto taka, kot je v bistvu v tem romanu. No. Čudovito opiše Gorico. V nekem trenutku se odpravita s to prijateljico, ki jo bom potem predstavil v Gorico. Spet sem sam, pa recimo, da sem mlajše generacije doživljal to Gorico, sploh, ko smo starši hodili po nakupih v Raštelj, ampak tudi on to dejansko tako opiše. On opiše trg, ki je svetel, opazuje to čudovito jezuitsko cerkev, ko sedita z Genovefo in pijeta, mislim, da kavo. No. In potem se odpravita po mrzli, hladni ulici, celo omeni trgovine. In prideta v bistvu na križišče s cest oziroma na en ovinek, in to si jaz še zdaj vizualiziram, sem se odločil, da bom šel en trenutek to tudi pogledati, kjer naj bi enkrat Trubar celo iz balkona govoril. In to je potem takoj gor, tista pot gre proti gradu, tam smo mi včasih tudi parkirali in potem sta šla na grad in od tam potem ona dva čudovito torej opiše spet Lokar oziroma pripovedovalec predstavi to pokrajino, ki se ti odpre torej na vse konce neba. Toliko prostoru in času. Zakaj vam to pripovedujem? Ker je prostor in čas tukaj tako živo opisan in si ga lahko kot lokalen prebivalec, si ga lahko umisliš, lahko si ga predstavljaš in greš dejansko po teh poteh tudi danes. In mogoče še malce teoretskega, ukvarjal sem se s pripovedovalcem. In spet se mi potrjuje, da je v bistvu bil Lokar na nek način modern. Namreč gre za tretjeosebnega pripovedovalca, o tem ni dvoma. To pomeni, da govori o tretji osebi. Načeloma velja za tretjeosebnega pripovedovalca tudi po vseh teorijah, da je vsevedni, torej on bdi nad vsem in vse vidi. Pri tem delu je zanimivo to, da v bistvu mu protagonisti, temu vsevednemu pripovedovalcu jemljajo pozornost. In potem sem tudi zasledil v novejših teorijah, da se temu pripovedovalcu po novem reče personalni pripovedovalec. To pomeni, glavnemu pripovedovalcu protagonist vzame pozornost in v bistvu v vlogi protagonista potem protagonist oziroma glavni lik torej vzame pobudo in raziskuje naprej skratka, torej ta razmerja med človeška razmerja.
Tako da to se mi zdi tudi pri v bistvu tem romanu precej sodobno in me je izzvalo, da raziskujem. Tako, zdaj pa na kratko o 3 parih, ki so v bistvu središčna tema celotnega romana. To sta Irenej in Inda. Mogoče tudi zaradi tega roman tako zanimiv, ker v bistvu dobiš res jasen uvid v njuno zasebno življenje, ki je na nek način zelo tragično, če se nekako uživiš van. Drugi par sta Genovefa in pa Štefan Gomilšek. Tukaj se Lokar loteva Ojdipovega kompleksa. O tem smo že v prejšnjem predavanju veliko slišali, da se je Lokar veliko ukvarjal z Freudom, ne nazadnje naj bi bil celo njegov študent v nekem trenutku. V povezavi s tem, potem v tem odnosu pa se potem tudi temu drugemu protagonistu, temu Štefanu, očita, da je preveč Willingerski. Namreč o Willingerju bom potem nekaj povedal. Namreč to je bil nemški filozof, ki je napisal knjigo zelo provokativno in knjigo Spol in značaj, ki je v začetku 20. stoletja v bistvu zelo razburila javnost. Še bolj bi jo danes sploh, če bi ženske tole brale. Namreč tukaj opisuje teorijo spola z vidika sveda moškega in je zelo seksistična oziroma zelo protifeminilna, homofobna, antisemitska, skratka, precej problematična zadeva. Očitno je Lokar prebiral tudi z vidika, ker je posledično, če je bil torej Freudov študent, je najbrž to tudi študiral. Zanimivo je celo v tej prvi izdaji te knjige, da celo piše, da je bila to, mogoče citiram, po sklepu šole Sigmunda Freuda pri Društvu za teoretsko psihoanalizo je spol in značaj fakultativno gradivo za vse tečaje, ki jih prireja šola, obvezno gradivo pa v tečaju za doraščajoče deklice, kako naj izpolnim svoje poslanstvo žene in matere. Skratka, s tem se je Lokar ukvarjal in je pod velikim vplivom torej Weningerja, tudi ko torej razglablja odnose med temi 3 pari. Začenjam z Irenejem in Indo, mogoče bom predstavil samo tega, ker ura gre, ker je najbolj zanimiv, ker se lahko poistovetimo torej z resničnima osebama. In sicer torej Irenej kot avtor sam, torej Danilo Lokar, v bistvu se izda že v prvi črtici sam pisatelj. In sicer že naslov Odkot prihajaš, Irenej, med britjem razmišlja o zdravniškem poklicu ter o želji po pisanju. Celo omeni 21 let zdravniškega dela in življenja, bolje skrbi in v bistvu neke teže obveznosti. Torej to svojo službo je on obravnaval, doživljal res kot, torej kot težo. In potem doživetje ob 50-letnici je postalo mejnik. Zdaj, časovnice oziroma leta, ne vem, če štimajo, to bo gospa Slamič potem potrdila. In tako mi je čudovito, ko je napisal potem na 9. strani, zato je pohitev, kjer je sreča tiha, malo opazna in zavestna. Torej, kam je pohitev? V naročje knjig, branja, vsega tega, kar je pravzaprav on zbiral in imel in potem je to skušal dati ven. V bistvu se začne knjiga pravzaprav z njim. Zanimivo je tudi nekaj, da vsi protagonisti so zelo dobro opisani. Tudi gre v konkretno telesen opis torej glavnih likov, edino on ni opisan. Vizualno on absolutno v tej knjigi ni opisan, samo v relaciji in v odnosu do ostalih oseb. Veliko je v bistvu zastranitev, v katerih razmišlja o sebi, torej sam Irenej. V
v odnosu do drugih. Recimo v črtici Metla in nebo se igra s poželjivimi mislimi, kar je značilnost tudi Lokarjevega pisanja. Zelo veliko je tega njegovega erosa, erotičnosti v njegovih delih. Zanimivo je tukaj to, da pravzaprav imaš občutek, da si je poželel praktično vse ženske like v tem romanu. Zelo čutno opisuje svojo ženo, ampak zelo čutno opisuje tudi svojo prijateljico Genovefo, s katero ima poseben odnos. Celo si poželi v nekem trenutku, to je zanimiv odlomek, ma ne bo časa, da ga preberem, njihove, ne vem, če hišne pomočnice, kakorkoli že, namreč tukaj je še četrti par, ki pa ni toliko pomemben, to sta Andrej, hlapec Andrej in njegova žena. Zanimivo je, da tudi vse osebe so poimenovane, samo ta njegova Andrejeva žena pa ni poimenovana. Zakaj ne? Bom mogoče potem kakšno rekel. Skratka, veliko je te erotičnosti v tem njegovem opisovanju. Drugače pa glavno vodilo Irenej kot opazovalec, torej Lokar kot opazovalec, večkrat omenjeno, da rad gleda, da opazuje, rad se razgleduje, predvsem po naravi, rastlinju. To je spet navezava na opis pravzaprav narave in v bistvu si pusti to samo zase. Noben drug lik tega ne počne, samo Irenej opazuje, samo on povezuje naravo in tudi z človekom in odnosom z njim. Na drugi strani imamo Indo. Jelo, malce sem potem po dnevnikih brskal, tudi gospa Slamič mi je pomagala, dejansko ona je tudi dejansko tako tudi opisana, kakošna je bila, pridna, delovna, marljiva, kuha, tudi tu v delu igra klavir in pri tem tudi ostane in to je ta glavna bolečina, torej Irenejeva bolečina, ko ga Inda zaradi svojih razlogov ignorira. To se potem razplete na koncu romana, ko v bistvu pove Lokar, zakaj je ona to počela, tudi zaradi, bomo rekli, matere, v kateri je živela, iz okoliščin, izhaja iz okoliščin, v katerih je živela in v bistvu je to posledica tega. Mogoče še, zdaj tega je ogromno, o njiju je res veliko napisano, bom potem mogoče še zaključil z njima, torej to je prvi par. Jaz sem ju potem na koncu takole opisal, Inda in Irenej, par, ki je povsem disharmoničen. Torej, v bistvu on predstavi v romanu 3 tipe parov, zakoncev, kakorkoli že. Torej, večkrat omenja torej to disharmoničnost, nepovezanost, vsak zase, vsak v svojem torej v življenju, ne da bi vedela drug za drugega. Drugi par sta Gomilšek in Genovefa. Tukaj par rešuje ta ženina realiteta, torej Genovefa, kot zanimiv lik, ker je tukaj navezava tudi na Ireneja. Poseben odnos imata tukaj z njim in tukaj sem tudi gospod Slamič spraševal, ali je imel Lokar ob sebi prijateljico oziroma žensko, ki mu je bila izredno blizu. Žena mu ni bila blizu. Blizu mu je očitno bila ali pa je sestavil iz večjih to zgodbo. Skratka, ženska, ki je zaupal praktično vse. In to je bila ta Genovefa, ki pa se je poročila z Štefanom Gomilškom, ona ga opiše kot majhen, kodrasti hlas, kmečki fant, sramežljiv, razumen, tradicionalen in ona na drugi strani razumnica, izobraženka, ne družinski tip človeka, to ona se tudi v nekih delih tudi pove. In ona tudi večkrat omeni, zaradi različnosti med njima, torej sluti ona težave v zakonu. Ampak kaj jo rešuje? Ta njena realiteta, zavedanje, zbrala sem si, vem kakšnega moža, sprejmem ga takšnega, kakršen je in z njim bom živela.
odločila se je, to je njena odločitev. Celo zanimivo je, ko opiše, Štefan ju kaže, da gre k maši in ona potem pride do Ireneja in mu reče, se smeje, ja, veš, grem k maši, ne, ker mi je ukazal, pa grem, ker spoštujem to, kar pač je in bom za njega to naredila. Čeprav sama seveda absolutno sem proti temu. Irenej jo pomiluje, celo ji reče, kaj si izbrala takega tepca, ne, za svojega moža. Potem se pa to v nadaljevanju razrešuje. Torej ona dva, potem ko gredo na more, razrešuje ta, torej z Irenejem, vse to, kar ima ona z Gomilčkom, torej vse te težave. Na drugi strani je torej Štefan, ki je v bistvu zelo razklan, zelo na nek način prestrašen in išče opore v nekom. In tukaj jo dobi, pri Genovefi jo dobi, ker je v bistvu odločena, da bo vodila njuno življenje in on se ji prepusti. In na koncu potem tudi uspeta, imata otroka, Magdaleno, in ona tudi v nekem trenutku prizna pravzaprav, da je otrok tisti, ki jo veže. Tako da ta drugi par, zelo krajšam, da ne bo vse skupaj predolgo, je spet ena druga dinamika, ki jo predstavi Lokar, zelo psihoanalitično, o tem bom še kakšno rekel. Torej njuna realiteta jo rešuje. Torej ona kot taka je sprejela zakon, kakršen je, in ga bo tudi rešila. Tretji par sta upokojeni glavar Muhvič in pa Urška. To je pa par, ki, če zelo na hitro povzamem, lebdeča nekje med da in ne. Spet tukaj precej tega erosa, te erotičnosti, ki jo upelje Lokar v sam njun odnos. Muhvič, mogoče starejši gospod, pa ne, da bi si poželel mlade ženske, namreč ona mu nekako večkrat polaska, dobi občutek, da se zanj zanima, po drugi strani pa v bistvu ga stalno zavrača. In tukaj ta odnos od začetka do konca pravzaprav na tak način živi. Muhvič potem je tudi neke vrste pisatelj, želi si izdati knjigo, zavračajo ga založbe, ampak na koncu se potem tudi nekako odpre neka možnost, za celo neko njegovo delo bodo izdali, ampak spet vse nekje obstane in nič dorečenega, tako kot ni dorečen njun odnos. In to Lokar spet vsemi temi zastranitvami, opisovanji, ta tretji par čudovito opise še. In vmes je zanimiv lik umetnika, in sicer to je Genovefin brat Dominik, ki ga sestra seveda izjemno občuduje. Zakaj? Zakaj? Ker ni vezan. Ni vezan na nobeno osebo, on je umetnik, šel je v Pariz, zelo je torej navdušen sogovorec, zelo je občudovan, torej živi v Parizu, ima ženske, skratka niha med Parizom in domačo vasjo in imamo občutek, da je edini, ki je svoboden. In tudi na koncu Lokar, ko sem vam prej govoril, da postavi vse te like v lutke, njega tukaj ne omeni, v bistvu njega izvzame. In sporočilnost pravzaprav celotnega romana je v tem, da če se vežeš, si lutka usode dveh oseb. Na drugi strani Dominik ta lutka ne more biti, ker se ne veže. Kdo je zdaj tukaj bolj tragičen junak, ali ti trije pari, ki pravzaprav se nekako morajo vživljati drug drugega, morajo z drugim preživeti in so v bistvu lutke drug drugega, ali je tragičen človek, ki si ni vezal na nobenega, zato da lahko svobodno živi. In kaj me je impresioniralo v tem romanu, da kot bralec, kot bomo rekli personalni, kot bralec, bomo rekel tako, si
v bistvu pahnjen v ta razmerja, ker marsikaj svojega prepoznavaš v vseh teh 3 parih in te potegne noter in zdaj bom zelo po domače rekel, lokar te v tem delu potegne, ker si prisiljen razmišljati o sebi in v bistvu je to fenomen tega romana, da padeš noter, da v bistvu ob branju razmišljaš o sebi, o odnosih s svojim partnerjem, svojo partnerko, o odnosih, ki jih imajo prijatelji in o tem sem jaz veliko razmišljal. Zdaj, mogoče samo še za konec, ta Freud in Weininger, tako kot sem že rekel, večkrat je v knjigi omenjen Weininger, večkrat je v knjigi omenjen Freud, Tolstoj in pa Cankar celo. Zdaj, o Cankarju vemo, ga je imel Lokar očitno precej v želodcu. O Tolstoju bi prosil potem gospo Slamič, če bi kakšno rekla, namreč vsi ti 4 avtori so bili tisti čas moderni. Jaz mislim, da so bili zelo aktualni, ker veliko opisuje, kako sta tako ženi, torej tako Genovefa kot Inda brali Cankarja, še bolj pa Tolstoja. Torej, bralo se je takrat Vojno in mir. Namreč potem sem preveril, Vojna in mir je bila takrat so tudi brali v nemščini, si mislim, da bolj ali manj izobraženi. V nemščino je bil roman preveden že v začetku 20. stoletja, 1908, nekaj takega, v slovenščino pa 32. Mislim, da 32. ali 37. leta, da je bil Tolstoj preveden. In seveda, Freud enako. Freud je bil tisti čas zelo glasen, ta njegova teorija osebnosti je bila takrat zelo popularna in ta Weininger se pa nekako zraven pritiče in malce sem osupel, da je v bistvu Lokar tega Weiningerja veliko omenjal, ker je v bistvu človek, ki je zelo seksističen, zelo za današnjo družbo nesprejemljiv. Moramo pa razumeti, da je Lokar avtorja uporabil ker se navezuje na samega Freuda in na njegovo teorijo osebnosti, Oidipov kompleks, o katerem je tudi veliko v knjigi. Namreč Genovefa očita svojemu možu, da je preveč naravnan na svojo mater, da izhaja iz svoje matere, da ga je strah in to je v bistvu teorija Oidipovega kompleksa, ne? Ko je preveč močna navezava na mater, da bi človek lahko svobodno razmišljal o sebi. Jaz bom tukaj zaključil. Več bo seveda v članku, ki se ga že veselim, čeprav se bojim, da ga bom razpredal v onemoglost, ker je toliko snovi za predebatirati, ampak se ga veselim poustvarjati in takrat boste lahko še kaj več prebrali o tem. Hvala lepa. Lahko povabim vprašanjem ali morda Ivana najprej odziv. Jaz bi rekla, da si nisem pravzaprav predstavljala, kako se bosta ta dva nocojšnja predavatelja med seboj neverjetno povezala. Marija Marcina je govorila o ogledalu. In Peter Auber je po branju romana Zehajoči angel ugotovil, da se človek vidi samega sebe v tem ogledalu. To je pravzaprav ta čudežna moč katerekoli umetnine, da tudi če hočemo jo racionalno sprejemati, vedno prihaja do identifikacije. Ker se z tem, kar bereš, s tem, kar gledaš, s tem, kar se ti dogaja, gre za identifikacijo. Vsaki stvari, ki je napisana, govorim predvsem o književnosti, se človek na nek način identificira. In jaz se spomnim predstavitve tvojega romana Marija Primorska zgodba, ker sem jaz bili dvakrat zapovrstjo na predstavitvah rekla, da sem se identificirala s to zgodbo in si ti
me tudi dvakrat zapovrstjo vprašala, kaj mislim s to identifikacijo. Ker si hotela imeti svojo lastno zgodbo, ampak zgodbe postajajo potem naše zgodbe. V trenutku, ko je prebrana, je naša zgodba. Rada bi opozorila na Lokar je bil strasten bralec. On je ogromno bral. Tudi v partizanskem dnevniku, ki mu zdaj pišem opombe, tako me boste bolj slišali, ker kažem hrbet, tudi v partizanskem dnevniku opisuje, kaj vse je prebral. Ampak je bral, ker so zanimivo, iz Bele krajine so na vojsko poslali v času Druge svetovne vojne knjige in Lokar je poskrbel v nekem bunkerju, da so na policah bile pravilno razporejena literarna dela in politična literatura. To je dnevnik, ki sem ga jaz našla lansko leto spomladi v neki pol razpadajoči škatli, zdaj je popolnoma prepisan in njegova predstavitev bo 4. maja. V tem dnevniku piše tudi o nastajanju romana Zehajoči angel. Leta 1943 se je Lokarju in njegovi ženi življenje v 51. letu starosti Lokarjeve popolnoma spremenilo. Ob koncu septembra po Goriški fronti sta odšla k partizanom. Meščan, ajdovski meščan, ugledni zdravnik, je naenkrat spal v gozdu, na dežju in se zjutraj zbudil s hlačami, ki so bile rdeče od odeje. Deka je bila rdeča in ker je padal dež, so bile potem tudi hlače rdeče. Življenje se mu je postavilo na glavo, ampak sredi vojne, sredi nevarnosti, on v bistvu piše lepotno utopični roman Zehajoči angel, z vsemi temi fantastičnimi opisi narave. Odnosi so pa na nek način skoraj da, ko si to govoril, Peter, sem jaz potem razmišljala, da na nek način je tudi te odnose, ki jih je doživljal pri partizanih, prenašal tudi v ta roman. Harmonijo in disharmonijo, oboje. Ker v partizanskem dnevniku, ko ga boste brali, boste neverjetno šokirani, koliko disharmoničnosti in nesreče je Lokar pravzaprav v tem vojnem dogajanju občutil. Edini prostor, v katerega se je lahko umaknil, je bila umetnost. Edini prostor, v katerega je lahko šel, je bila knjiga. Edini prostor so bile zgodbe, podobe, gledanje, videnje sveta in obenem ustvarjanje podob. Ker je Marjan Brecelj v izjemno intenzivnih pogovorih z Lokarjem, Lokar je bil tudi prepričan, da bo Marjan Brecelj izdal potem monografijo o njem, ampak pripravil je izjemno razstavo ob Lokarjevi 70-letnici, če se ne motim. Ohranjenih je ogromno pisem med njima dvema, Lokar jih je kot pomemben dokument tudi oddal v Narodno in univerzitetno knjižnico. Še vedno je v Brecljevi zapuščini je izjemno dosti zapisov o Lokarju, ki so zdaj spravljeni v arhivu v Novi Gorici. No in moram reči, da Brecelj je zelo natančno napisal, katere Lokarjeve novele, imenujemo jih tako, ker jih tako imenuje, so nastale pri partizanih. Jih točno našteje v tistem kronološkem pregledu Lokarjevega življenja.
Na noben način pa Lokar ni bil žurnalistični pisatelj in na noben način ni bil politični pisatelj in na noben način ni bil sposoben napisati politično propagandnega članka za, recimo, Primorski poročevalec. In mu je Bebler vse članke na začetku sicer nekaj sprejel, potem pa gladko zavračal. Ne znaš pisati. Tako da, ko sem vaju poslušala, se mi je zdela ta začetek z ogledalom se mi je zdel naravnost fantastičen, ki se je nadaljeval potem tudi pri Petru in mojstrska upodobitev tega procesa gledanja, opazovanja, obnavljanja zgodb v sebi, pa se mi zdi novela vzporednosti, ki jo je v času, ko je izšla v knjigi, izjemno pozitivno ocenil Dimitrij Rupel kot zelo moderno prozo. Neverjetno moderno prozo. In ta proza je resnično zelo, zelo moderna. Druga stvar pa, avtobiografskost. Nič nismo rekli o avtobiografskosti. Ali, kot pravi Alenka Koron, roman kot avtobiografija, ker noben roman, ki ga človek napiše, ni avtobiografija, ne more biti, ker je vse to predelano, vse podobe so že mnogokrat predelane in spomin je vedno individualni. Ime Irenej, to sem ti rekla, se pojavlja tudi v noveli Kam si šla. To je že odnos starejšega para, ko žena možu Ireneju pove, da bo nekomu nesla neke rože, potem se pa zgubi. Zato, ker se že začenja bolezen pri njej, pozabljanje, demenca in se vrne čez mnogo ur. In Lokar opisuje predvsem Irenejevo nestrpnost. Kam je šla, kje se je izgubila, kaj je z njo, kaj se z njo dogaja. In ko se vrne in mu nekaj pripoveduje, je sploh ne posluša. Irenej začne telovaditi. Pomembno je, da je prišla domov, je zopet na varnem, drugoga ne briga več in telovadi. Dela počepe, dviga roke, si šteje 1, 2, 1, 2 in tako naprej. Ampak ime je Irenej. Tu je neka povezava. Če bi pa hoteli dešifrirati pare, ki nastopajo, tako kot si dešifriral Lokarja in njegovo ženo, če bi hoteli dešifrirati pare, potem pa se kar naenkrat nam pokažejo še povezave med različnimi ajdovskimi družinami. Ta upokojeni glavar Muhvič je pravzaprav Leo Klodič. Leo Klodič, ki je iz Judenburga, iz Židovgrada, veste, kakšno ime je uporabil Židovgrad, ne? Obstaja pismo tudi, ki ga je pisal Lokarju. Pošiljam ti roman, ki sem ga napisal. To je ta roman, ki ga je Muhvič pisal. In njegova žena, Leo Klodič, je bil sin pesnika Klodiča in pedagoga, viteza Sabladolskega, ki je bil poročen z Paljagrucijevo iz Kobarida. Njen brat je bil tudi pesnik Krilan. No in to je znamenita družina, v kateri so imeli različne poklice. Tega Leja Klodiča, ki je hotel biti literat, izjemnega inženirja pri državni avstrijski železnici, mojstra za predore na tej progi proti Bohinju, pa tudi načrtovalca
proge pri Borovnici, potem ko je bil porušen tisti most. In eden od bratov je bil tudi izjemen slikar. Toda, ta zgodba še ni končana. Leo Klodič se je poročil z Bianco Bianchi, Ja, tista. ki naj bi imela tudi ime Mercedes. Mercedes Bianchi. Ta njun zakon je bil zelo težak, neharmoničen. Leo Klodič in žena se nista ujela, v nekem tudi to se vidi iz romana, ne? In v nekem trenutku ga je ona zapustila in odšla z enim slikarjem v Švico. Ušivim slikarjem ga imenuje tam v romanu. Toda, Mercedes Bianchi je tudi eden od likov, ki nastopa v romanu enega italijanskega pisatelja, ki se ga danes na noben način nisem mogla spomniti. Brala sem ga na pobudo Zdenke Žigon. In zgodba še vedno ni končana. Njuna hči, Helena Klodič, se je poročila z Vanjo Lokarjem. Vanja Lokar, rojen v Ajdovščini, eden najbogatejših Slovencev in pravzaprav Lokarjev pranečak. Tako da kar naenkrat imamo celo Ajdovščino med sabo tudi povezano. Toda, če bi hoteli iz tega izpeljati res družinska drevesa in druge stvari, bi bilo popolnoma nesmiselno, ker je Lokar vse to predelal v sebi. Ampak, ko človek bere, ko najde en podatek, drugi podatek, tretji podatek, ko odkrije eno pismo, drugo ali tretje, se mu kar naenkrat sestavlja Ajdovščina v posebnem ogledalu. Ajdovščina z vsemi svojimi sloji, z vsemi svojimi ljudmi, skupinami, različnimi socialnimi statusi, ki zaživi v Lokarjevem delu. Tako ali drugače. In te lutke, se mi zdi, ki se pojavljajo na koncu, zdaj to je bolj moje mnenje, so povezane tudi s tem, da je roman v celoti nastal med drugo svetovno vojno. Zato, ker v točno določenega dne Lokar v Partizanskem dnevniku napiše, roman je končan. In potem nekje v dnevnikih menda piše, da je v teh zadnjih dnevnikih, da je bil dolgo časa ta roman založen pod v omari za obleke. Ne? In kot si rekla, ali v čem je ta vrednost Lokarja tudi, da še kar naprej lahko ga raziskujemo in objavljamo. Še najmanj 3 romani so neobjavljeni. Pav in čebelica, kjer je opisana družina Špacapanov in njihove opekarne, ter roman o stricu notarju. Pilon mu enkrat piše, ti bi lahko opisal strica notarja. Pilonu so predvsem všeč vsi happeningi, uporabim to moderno besedo, performansi, ki jih je stric notar uganjal. Stric notar je bil izjemen šaljivec, ki je znal spraviti ljudi tudi v fantastične zadrege. Ena od zgodb, ki mi jih je poslal, od anekdot, ki mi jih je poslal pokojni Jaro Komac, to je pokojni mož Lokarjeve nečakinje Mojce, je povedal to naslednjo zgodbo. Notar Lokar je šel v Trst na nek ples in sprejem med gospodo
in se zmenil z 2 prostitutkama, da sta šli z njim. In ko je vstopil v to dvorano, so gospodje, prav gotovo odjemalci obeh, kar ostrmeli in notar Lokar je vehementno razlagal, to je moja nečakinja, to je moja nečakinja. In kako se je to ljudstvo potem počutilo, je druga stvar. Plus še cela vrsta drugih zgodb, ki so take, da človek pada v nezavest od smeha pravzaprav. In zanimivo je tudi to, da v bistvu je pa on nič ni pisal, ampak bil je umetnik, bil je stand-up komik, ne? Izjemen stand-up komik, ki se je lahko norčeval iz cele Ajdovščine, obenem pa bil in polovice Trsta, obenem bil pa izjemno resen, človekoljuben, humanitaren in tako naprej. In Lokar pravi, stric notar niso samo šale, stric notar je tudi nekaj drugega. Tako da bomo videli, kako bo to poteklo. Moram pa reči, da sem jaz v torek mlademu zdravniku v šempetrski bolnici poklonila Lokarjeve dnevnike. In ko sem vstopila me je on poklical, kar se mi zdi neverjetno, v ambulanto in reče, izvolite, kar pokaže na tisto preiskovalno mizo. In preden sem jaz to storila, sem mu dala knjigo. In potem sem jaz tam ležala nekaj časa, zato ker moj mladi zdravnik se vse v krhmini začel brati. Super. In je nekajkrat potem, ko je poslušal moje ožilje, rekel, ma veste, koliko sem zadovoljen za knjigo, jaz take stvari tako rad berem. No pa sem mu pa rekla, če mi boste pa dobro uredili, potem boste dobili še kakšno. Če pa ne boste dobili nič več. Mislim, da bogatstvo pripovedi Marije Mercina in Petra Avbarja, to bogatstvo se nam bo dodatno še razkrilo, ko bomo dobili Artur jeseni v roke zbornik. Ne? In to se mi zdi, da se nam bo razkrival neverjeten svet. Ob Weiningerju in Freudu pa je treba opozoriti tudi na branje Strindberga, ki tudi ni bil zelo naklonjen ženskam. Da ne govorimo o Tolstoju in njegovem odnosu do žene, ki je sicer rodila ogromno otrok, prepisala nekajkrat vse njegove romane in na koncu je potem v tem Astapovem kar odšel in se odločil za temeljito spremembo. V tem sta si na nek način tudi podobna. Vse so prepisovale. Tolstojeva žena, Dostojevskega. Tako, ja. To ni. Prepisovala je tudi... Davorina Bevkova. Ja, prepisovala je tudi nekaj časa Jela, potem je pa prepisovala predvsem njena sestra Dana. Aha. Ja. Zato, ker je Lokar nekje napisal tudi prinesi pisalni stroj, ne? In zdaj pa prepisujem jaz Lokarjeve. To sem povedala malo bolj za hec. Jaz se zahvaljujem obema, Petru in Mariji. Zapisala sem si precej stvari, mnogo novega sem izvedela, zato ker branje in spoznavanje pisatelja je nedokončano delo. Tako da se vama resnično zelo zahvaljujem za vajino delo.
Še pričakujemo vprašanja. Kdo bo prvi? Prva? Azad, boš ti. Lahko še nekaj. V trenutku, ko je Marija začela govoriti o ogledalu, sem se spomnila, Azad, vaše inštalacije v Lokarjevi hiši. To tiste porušene hiše v ogledalu. In se rekla, to je to. To je to. To je bilo tako neverjetno delo, da ga jaz nikoli ne bom pozabila. In je tako močno vplivalo name, ta fotografija nekih porušenih hiš, ki se multiplicira potem v ogledalih. In je kar cel svet porušen, ne? Ja. To je zdaj dogaj, ne? Ja, ja. To se mi je, in ta porušeni svet je vse povsod zdaj, ne? Zaradi človeka in zaradi narave, ne? In tu pri Lokarju gre tudi za posebno razumevanje narave. V romanu omenja tudi Hamsuna, ne? To je bil neverjeten Hamsunov bralec. Hvala za tole dopolnilo. Morda katero vprašanje? Ta hip, ja, Andrejka. Glede romana, da sem imela občutek, ko sem prebirala, no in še prebiram, da je ta hlad med glavnima protagonistoma zaradi eden glavnih vzrokov, da nista imela otrok. In zmotilo me pa tudi to, nisem razumela, da se ona o knjigah, ki jih je prebirala, ni hotela pogovarjati z njim. Točno tako. Zdaj, mogoče bi samo citiral. Spet je šel mimo, on je velikokrat jo opazoval in zmeraj je obžaloval, da ji ni rekel besede, da je odpri se mi. On je od nje pričakoval, da se bo v nekem trenutku odprla. On je stalno živel za to, da bosta v nekem trenutku zaživela. In vedno je potem obžaloval, in to se večkrat tudi izreče, spet je šel mimo svetav od sonca ožaren oblak in se spremenil v črnega. Nikdar se ne boš razgovoril, odkril, kakor zakleto je, dve usojenosti, ki gresta vsak sebi. In to je on neprestano ponavljal, bolj je silil vanjo, bolj se je zapirala, se umikala. Pojasnjeno je tudi zakaj, pa je zaradi te matere njene, ki je bila zelo tudi čustveno agresivna, celo jo je hudo je moralo biti, ker ima in da v tem kontekstu velike težave tudi v socializaciji z drugimi. Tudi nje je blazno nerodno, ko so prišli ti njegovi prijatelji, potem iz Italije. Ona je vsa norela, da mora urediti najprej večerjo in se s tem ukvarjala. In bolj, ko je on govoril, usedi se z nami, se bomo pogovarjali, ona tega ni zmogla. Ona je stalno bežala od torej interakcije z nekom. To sem hotel, zdaj ne najdem točno, tako čudovito je napisano, kako on to občuti. Aha, to sem to reči. Zakaj on piše, da nista imela potomcev? On piše, kot da je bil on v bistvu težava, kakor da ga je njegovo umsko življenje vsega izpraznilo, izsrkalo in popilo in ni ostalo za telo nobene pravice, torej možnosti. Zmeraj se je pred njo čuti tudi zelo krivega, ker ji ni dal otroka. Zdaj, jaz mislim, da on ni mogel imeti otrok. Ne, da jih ni hotel. On ni hotel otrok. A, res? Ja. On ni hotel otrok. In ni povedal. Iz zelo preprostega razloga, lahko da, mislim, on je zelo natančno vedel, lahko ima otroke ali ne, se je bil zdravnik. Ja, da bil kot on. Ja, mislim, da tu ni debate. Ja. Ampak, vsak otrok bi pravzaprav njegov mir
Tu si pa jaz mislim, da gre za nekoliko egoizma. Ne? Tanje, moram biti pravična, gledajte, občudovanje pisatelja gor ali dol, ampak ne smem biti preveč romantična. Ne? Prvič, občutek miru, oziroma želja po ustvarjalnem miru. Druga stvar, pa neka zavest razklanosti, ki jo je opazoval pri svojem očetu. Njegov oče je bil, so bili trenutki, ko je bil izjemen in so bili trenutki, ko je bil grozen. Zato tudi ta raztrgana fotografija. Ne? Tako da odločil se je, da ne bosta imela otrok, to piše tudi v dnevnikih, v zadnjih. Izjave so, prav tudi v intervjujih. Ja. In obžaluje, da ji tega nikoli ni povedal in obžaluje, da je morala trpeti opravljanje ajdovskih žensk, da je neplodna. Ker nekoč se je trdilo, če ni bilo otrok, so bile samo ženske krive, se reče, ne? Tako. In zanimivo pa je to, kar pa sem jaz opažal danes popoldne, ko sem rekla, bom še malo pogledala prav zehajočega angela. In da se razgovori s Kolonovo ženo in pogovarjata se in gleda spečega sina Kolonove žene. V najhujši vročini zaspijo pod drevesom in ona opazuje tega mladega fanta. In tudi je zapis, ko pravi Kolonova žena, tudi vi bi jih lahko imeli. In ona potoči solzo potem na skrico. In potoči solzo pri tem. In da je tudi dovolj komunikativna, ko se vračajo z morja, s kolesi, se stavijo potem tam v eni gostilni, zopet v neki gostilni, ki je zelo idilična, neka idilična pokrajina. To bi pa morala biti hiša tete Kristine, ki je bila poročena z stricem, ki je bila poročena s stricem Janezom. Stric Janez je bil brat Lokarjevega očeta. In Lokar, ko je Kristinin oče umrl, je bil ali ko je stric Janez umrl, ne ko je oče umrl, je bil en teden v Mirnu na njihovi domačiji. In je potem za osmino mati prišla pon in ta domačija je morala biti na neizmerno lepem kraju, dva lepa kraja, ta polica nad Sočo in potem tudi ta Kristinina domačija nad Vipavo. Torej, obstaja z Zdenko Žigon sva raziskovali, kje bi to bilo in v prihodnosti imava namen tudi to obiskati. In tam v temi, ko fantje zapojejo, jih Inda svojim petjem preglasi. Fefa oziroma Genovefa samo nekaj brunda zraven njihove pesmi, ampak njen glas preglasi vse fantovsko petje. Torej, Inda se zna odpreti samo tam, kjer je dovolj sprijeta. To pa mislim, da je... In tudi potem v nadaljevanju, ko pridejo ti njegovi prijatelji, ko jo eden od teh v bistvu povabi, se ona rabi neki čas, ampak potem, ko se sprosti, v bistvu zažari vsej svoji veličini. Tudi s Dominikom se izjemno dosti pogovarja. Zelo veliko. Ona dva tudi skupaj potujeta, ko gre na morje, Genovefa in Irenej, Dominik in Inda. In ona dva potem tudi v čovnu, ko gredo na večerjo. Je pa izjemno zanimivo, kako Lokar opisuje Indino lepoto, ne? Na vsakem koraku. Inda je Ireneju, ne govorimo o Jeli in Lokarju, ampak o Ireneju in Indi. Tako. Inda je Ireneju v celoti podrejena pravzaprav in sprejema tudi njegove navade, tudi na turizem. Ne? In ko pridejo do morja, se potem ona umakne in jo opisuje, ko stopa v vodo,
jo opisuje kot Botticellijevo sliko rojstva Venere, ne? Ta njena ramena, telo, kožo, ja, neverjetno, in v vodo stopa gola, ker je to sprejela. Ona je njegov način življenja absolutno sprejela, ne? In opisuje jo kot neizmerno lepo. In zanimivo, veste, da v enih zadnjih dnevnikov, oziroma tam okrog leta 75 se mi zdi, piše, takrat je že gospa Jela bila precej polna, ne? No in v svoj dnevnik, najobsežnejši, 1000 strani, je zapisal v francoščini, da kako je drobna, elements, kakšna postava je njena postava, vse piše v francoščini. In potem, gledajte, to je drugo razumevanje, jaz to berem, si mislim, to je najbrž zato, ker takrat je žena že zbolevala, postajala hudo dementna, je najbrž to tujek bil v njunem življenju. Pa jaz razlagam svojih hčeri, ne? In rečem, a veš, to razumem tako? Reka, daj no, mati, ne bodi sentimentalna. Pisal je v francoščini, ker Jela ni znala francosko. Mislim, da je šlo za delo bojega, ne? Matere smo običajno zelo sentimentalne, ne? Ja. No, tako da se mi zdi, da in da se zna odpreti. Se piše tle, zdaj se pogovarja in razživi, edino v pogovoru s preprostimi ljudmi se razumname. Ja. In to večkrat Ja. se ponovi. Ja. In tudi v partizanskem dnevniku, veste, ko sta prišla na vojsko, je Inda delala v kuhinji. Lokar zelo občudujoče piše o njenem delu. In pravi, 2-krat na teden speče sama kruh za 50 ljudi. A si predstavljate, kaj je to bilo? 2-krat na teden je spekla zelo občudujoče. Ampak ni pa mogel prenesti, da se je sproščeno pogovarjala z mladimi fanti. In je bil izjemno ljubosumen in je napisal tudi v dnevniku. 20 let je bila v zakonu tiho, zdaj se pa razgeda z mladimi fanti. Ivana, ne smemo razkriti Sabine vseh te nove knjige. Dejte, mislim, da ni nič narobe. Zadnjič, ko je Marko Kravos govoril o Lokarju, je govoril tudi o nekaterih njegovih značajskih potezah. Lokar je bil izjemno skromen človek. Dvomim, da bi lahko rekli, da je bil skopuh. Bil je skromen. Človeško telo potrebuje za življenje samo tolikšno in tolikšno količino hrane. In tako hrano in nič drugega. Kar je več, je vse narobe. Ni šlo za skopost, ampak je šlo za za odnos do življenja. In se mi zdi, da ta njegov odnos do žene je bil izjemen. In je več krivde pri njem, samemu sebi pripisuje krivdo, tudi v romanu, da ne zna spregovoriti. Da misli, da se bo kar zgodilo, ne? Pa se ne, bi moral spregovoriti. In to ostaja, ne, v neki... Jaz sem rekel, Ja. te dnevniki, ki jih je pisal na starem domu v Ljubljani. V teh dnevnikih, ki jih je pisal na starost v domu v Ljubljani, je prav lepo navedel,
kako obžaluje, da ni ženi dal otroka, ker mu je tako lepo tam pri klavirju pokazala, da bi rada zibala. In on ni hotel. In mislim, da ta odnos, ki ga pol opisuje v tej knjigi, kot se potem navedli, mogoče je ona se zaprla malo v svoj svet zaradi tega, ker je čutila neizpolnjeno in kakorkoli. So čudoviti ti dnevniki, res, ki jih je pisal res na koncu življenja in je iskreno napisal, kar je čutil. Tako da pač človek se razvija, ne? Danilo, ki je pisal tisti roman prej, je drugače napisal, kot recimo potem na starost pridejo druga spoznanja. Čeprav je tudi v tem romanu, je do sebe zelo kritičen Jernej. Zelo, ja. On točno ve, Veliko obžaluje, tako, ja. Samo, če smem, jaz ves čas razmišljam o tvoji popolni predanosti, kaj je od vsega tega prišlo do skupnosti. Nikoli nisem pomislila, da ti prepisuješ. Ono so bile žene, ne, to je eno. Ampak, da narediš toliko, sem premišljevala, koga je imel Kafka, je imel nekoga, koga je imel Goethe. Nisem pa pomislila na Tolstojevo ženo do tega večera. Tako, bom vzela nazaj, te bom dala med moške. Najlepša hvala, gospe Ivani, res čudovito bilo. Ja, neverjetno je to. Oprosti, ja. Ja, najbrž smo zdaj res prišli čisto do konca. Tako bi rekel, občutki imam, da smo s temi srečanji z Danilom Lokarjem odprli en ogromen prostor za razmišljati, za se pogovarjati, za odkrivati konc koncev, ne samo od pisatelja, ampak tudi ajdovščino. To je tako močno prepleteno, da nekateri od vas dosti veste o ajdovščini, ajdovcih, Lokarju, Pilonu in tako naprej, drugi malo manj. Vsak nekaj ve, ampak pomembno je, da te stvari ohranimo in na nek način predamo tudi naprej. Zato so tako pomembne tudi te izdaje, ki jih pripravlja Lavričeva knjižnica, seveda z izdatno, fantastično pomočjo Ivane Slamič. Mislim si, ampak ne bom povedal, katero od 3 neobjavljenih bi knjižnica lahko izdala. Še, ne? Ampak že zdaj vas pa vabim na naslednji večer, v marcu bosta dve srečanji, že zdaj lepo povabljeni. Res bi se rad od srca zahvalil današnjima gostoma, Mariji Mercina in Petru Avbarju. Sveda zahvala tudi vam, da ste prišli. Upam, želim vam reči tudi, da sporočite to, da se srečanja z Danilom Lokarjem še dogajajo, da bodo še naprej in nagovorite še koga drugega, da pride. Mislim, da je to tudi dobro sporočilo, ki ga je Peter prej omenil. Zahajajoči angel je fantastična knjiga, ki bi jo bilo dobro postaviti v priporočilo med dobre knjige, recimo, ne? Tako, zdaj pa, Špela, prosim za asistenco. Mislim, da smo dolžni našim gostom nekaj v zahvalo in v zameno. Marija, vi imate že vse Lokarjeve knjige, tako da... No, nekaj. Presenečenje. Dišijo. Da še ene nima. Hvala. Dišijo. Čudovito. Na koncu vas želim samo še povabiti, da se ustavite kakšno minuto, še kaj povprašate, popijemo kozarc vina, si kaj povemo in sicer pa lepo se imejte še naprej, se vidimo naslednjič. Hvala.